Lepo pozdravljeni, spoštovani gledalci, cenjene gledalke. Občina Brežice je ena od 56 slovenskih občin, kjer bo v nedeljo potekal drugi krog volitev za župana. Pomerila se bosta aktualni župan Ivan Molan, sicer neodvisni kandidat s podporo nekaterih strank, in Igor Zorčič, kandidat stranke Modernega centra. Podporo so mu prav tako izkazali nekatere druge stranke. Lepo pozdravljena in seveda dobrodošla v našem studiu. Dobro. Gospod Molan, v prvem krogu ste dosegli 49,82% glasov, zmanjkalo vam jih je le nekaj. Ja, žal je zmanjkalo približno 20 glasov. Sam osebno lahko rečem, da je rezultat dober, celo sem dobil 100 glasov več kot pred 4 leti, je pa seveda se nekako rezultat razporedil, pač so tudi ostali kandidati dobili kar lepe rezultate in na koncu je zmanjkalo teh 20 glasov in pač moramo še enkrat nedeljo iti naprej in jaz upam, da bi prišli volivci in seveda, da bojo še to nadoknadili. Gospod Zorčič, kako pa vi komentirate rezultati iz prvega kroga? Ste pričakovali drugi krog? Jaz sem pričakoval drugi krog. Vsekakor sem z rezultatom zadovoljen. Volilna kampanja je pokazala, da je v Brežicah mnogo stvari, ki so odprta, družbena vprašanja, na katera v zadnjih letih ni bilo odgovora. To sem prepričan, je tudi rezultiralo k temu, da je bila podpora aktualnemu županu pod 50% in jaz upam, da bodo volivci dejansko šli še enkrat na volišče in potrdili neko željo po spremembah. No, zdaj je tudi že znana sestava občinskega sveta. Kako komentirate razmerja strank oziroma list znotraj njega? Gospod Molan, ali menite, da boste v primeru vnovične izvolitve imeli dovolj podpore v občinskem svetu? No, jaz moram reči, da občinski svet je približno enak kot vsako leto, s tem, da so nekatere stranke malo pridobile, nekatere zgubile, celo ena lista je več, tako da občinski svet bo pester, kot je vedno, vendar Brežica nismo imeli zadnje 4 mandate več, nikoli koaliciji, nikoli opoziciji, vedno smo šli v sistem sodelovanja in pa programskih vsebin, tako da jaz ne vidim nekih večjih problemov za sodelovanje in pa vodenje občine, kot je bilo v zadnjem mandatu. Gospod Zorčič, kako pa vi komentirate razmerja znotraj občinskega sveta? Trenutno vas sicer podpirajo 3 protikandidati iz prvega kroga, a v primeru izvolitve pričakujete tudi podporo strank, ki so bili njihovi podporniki? Zagotovo. Imam tudi podporo 2 strank, to je Socialnih demokratov in Levice. Jaz pričakujem, da bomo, ne glede na izid, vsaj s tema strankama, upam pa tudi z ostalimi, tvorno sodelovali v dobrobit Brežic in Brežičank in Brežičanov. Nenazadnje, kot sem omenil uvodoma, je veliko odprtih vprašanj, sploh recimo zelo aktualno, tičejo se komunale, občinskih financ in podobno, ki bomo morali razčistiti verjetno na enih prvih sej občinskega sveta. In jaz upam, da tam ne bo nekakšne trgovine, nekakšnih koalicij, ki bi skušale ta odprta vprašanja pomesti pod preprogo. Če lahko dam odgovorno, kar se tega tiče, posebno še kar se tiče komunale, zadnje čase vidim, da je zelo aktualno. Jaz moram reči, da seveda verjamem, da v komunali so stvari čiste, vendar definitivno tudi sam osebno, zato da si razčistim te stvari, bom naročil revizijo in da bom preveril ta dogodek zadnji, ki se dogaja, kajti sigurno tudi meni kot županu ni interes, da bi se širile neke govorice, ki pa jaz upam vsaj, da nimajo nobene osnove. No, gospod Zorčič, če bi bili v nedeljo izvoljeni, reševanje katere konkretne problematike bi se pravzaprav lotili na mestu brežiškega župana? Bi bila to prav komunala? Komunala je ena izmed vzporednih stvari. Mi smo na dogajanje v komunali opozarjali pravzaprav že skozi celoten prejšnji mandat, ampak zato na občini ni bilo nikakršnega posluha. To je ena izmed stvari, ki jo je treba vzporedno reševati. Seveda so pa prioritete drugje. Prioritete so zagotovo v nekih spodbudah k razvoju brežiškega gospodarstva. Brežiško gospodarstvo namreč zaostaja za primerljivimi občinami. Dejstvo je, da imamo v Brežicah sicer relativno veliko število podjetij, ampak ta podjetja so po eni strani imajo majhno število zaposlenih, imajo majhno dodano vrednost, plače so relativno nizke, veliko delavcev v Brežicah je zaposlenih za minimalno plačo in moj cilj je, da pridobimo nekega
investitorja, v nek obrat, v neka delovna mesta, kjer bo večja dodana vrednost, kjer bodo boljše plače in na podlagi česa bodo lahko tudi družine ostajale v naših krajih, ne pa da se izseljujo, tako kot se to dogaja sedaj. Skratka, to bo ena izmed prioritet, potem so to še seveda turizem, druge panoge, kmetijstvo, ki jih je treba razvijati in spodbujati, pač v skladu z neko strategijo, tudi to imamo že izdelano, vzporedno pa, kot sem rekel, čiščenje nepravilnosti. Gospod Molan, pa vi, kaj je prioritetna naloga v občini po vašem mnenju? No, najprej je seveda nadaljevanje vseh projektov, ki jih že imamo zastavljenih in za katere imamo pridobljena gradbena dovoljenja ali pa podpisane sofinancerske pogodbe. To gre za šolo Artiče, potem kolesarske steze, vodovode in pa še kar nekaj drugih stvari. Prav tako tudi za nadaljevanje, predvsem kar se tiče že teh vsebinskih projektov, kot so sopotnik, mestni avtobus, pa tudi vse ostale, sodelovanje z društvi. Definitivno pa seveda tudi nadaljevanje novih industrijskih con in pa obrtnih con. Moram reči, da prav tudi danes sem imel prav razgovore za eno novo podjetje, ki bi želelo graditi v industrijski coni Brezina. Eno podjetje imamo pripravljeno, ki želi se vseliti v prostore, ki so že bili zasedeni v Slovenski vasi, pa zaradi slabega poslovanja so se izpraznili. Tako da definitivno tu bo nadaljevanje. Seveda imamo pa tudi kar precej izzivov, kar se tiče turizma, tudi s tem, ko se bo širila vsebine ob hidroelektrarnah. Tako da tega dela je ogromno. Seveda, glede na to, da imam tudi že dobro ekipo okoli sebe, ki zna te stvari delati, verjamem, da bojo te tekle zelo hitro in pa učinkovito naprej. Gospod Zorčič. No, moram izpostaviti to, da tam, kjer so sklenjene pogodbe za evropska sredstva, kot so vodovodi, kolesarske steze, za te projekte bomo seveda tudi mi nadaljevali, ampak bi pa želel to izpostaviti, da glih s delom te županove ekipe ne moramo biti zadovoljni. Recimo samo pri evropskih sredstvih je znano to, da se Brežice recimo od leta 2015 do 2017 niso najbolje odrezale pri črpanju evropskih sredstev, da zaostajajo za primerljivimi občinami, kot so Kočevje, Tolmin, Slovenska Bistrica, in da je pravzaprav tu potrebno narediti en velik korak, sestaviti nekakšno ekipo, tim, ki bo na tem delu bistveno bolj uspešen, kot je sedanji, in potem izčrpati vse možnosti, ki so na tem področju, in nekako ujeti korak z vsemi temi občinami, ki sem jih pravkar omenil. Ampak tu moram pa seveda replicirati. Mi sigurno imamo ekipo, ki je bila v zadnjim 12 letih ena najbolj uspešna na evropskih sredstev. Smo jih dobili 43 milijonov evrov od 112 milijonov, ki smo jih imeli investicij. Smo ena od redkih občin, ki imamo ekipo, ki se direkt prijavlja v Bruselj na Evropsko komisijo in je tudi dobila projekte vsebinske v tem okoli 1,2 milijona. Treba pa povedati, da v zadnjih 3 letih ni bilo evropskih projektov, razen tistih občin, ki so še končavale projekte iz prejšnje perspektive, zato ker praktično bivša vlada SMC-ja ni pripravila partnerskih sporazumov. Partnerske sporazume sem jaz sam osebno kot predsednik sveta regije podpisal šele v septembru in na osnovi tega so tudi podpisani projekti za celo Posavje v višini 21 milijonov evrov. Tako da to ni res, da zaradi občine ni bilo zadnjih, lahko berete tudi skozi drugje, da praktično črpanje evropskih sredstev v zadnjem mandatu ni bilo, razen projekti, ki so se nadaljevali že iz še prejšnje perspektive, ki so se zaključevali. Gospod Zorčič, zelo kratko, prosim. To je čisto govorenje na pamet. Ti projekti, ki so iz prejšnje perspektive, so se že zdavnaj zaključili. Govorimo o novi perspektivi, tudi tu so nekatere občine bistveno bolj prodorne in ta samohvala občine in ekipe županove glede uspešnosti ni na mestu. Dajte se ne nazadnje, moramo stopiti tudi v kakšno drugo občino, da vidimo, koliko se je tam teh sredstev počrpalo. Res je bil nek projekt vsebinski, nič ne rečem, prav, da je bil. Res je, da je s tem projektom povezana tudi nekakšna pot nekega ekskluzivnega dela občinske uprave v Pariz na potovanje, ampak to ni dovolj. Veste, občani morajo imeti od tega, kar nam nudi Evropska unija, bistveno več.
Ne nazadnje je pa res, da je v prejšnji perspektivi so bila sredstva črpana za infrastrukturo, kar je nekaj posebno drugega od te perspektive, kjer so sredstva namenjena tako imenovanim mehkim vsebinam in na tem področju se očitno ta ekipa ne znajde. No, 1 leto je že od odprtja hidroelektrarne Brežice, v načrtu je še izgradnja hidroelektrarne Mokrice. Oba objekta bosta v prihodnje zelo zaznamovala občino Brežice, pri tem pa so tako za občino kot za občane najpomembnejše protipoplavne ureditve. Dela, ki se že izvajajo v Krški vasi in Velikih Malencah, ne bodo dokončno rešile vprašanja protipoplavne varnosti, dokler se ne bo začela graditi hidroelektrarna Mokrice. Kako pa bo za občane poskrbljeno v tem vmesnem času? Gospod Molan. Ja, v bistvu v tem vmesnem času ne moramo nič poskrbeti za občane in pa lahko samo upamo, da ne bo večje poplav, kajti dejansko poplavna varnost v Krški vasi, ki se dela pod pogojem, da bo poglobljena Sava. Žal za to še vedno ni izdanega okoljskega poročila, da bi se lahko začela. Jaz upam, da bo v zelo kratkem času, kajti definitivno hidroelektrarne na Savi močno zaostajajo. Prvi rok je bil dokončanje hidroelektrarne Mokrice 2017, potem je vlada prestavila na 2019, zdaj na 2022, vendar glede na to, da bi se že drugo leto morala začeti, se bojim, da bo še ta rok ogrožen. Definitivno pa nas tudi razočara, da še ni tudi uporabnega dovoljenja za bazen hidroelektrarne Brežice, ki bi že moral biti, kar pomeni seveda, da se stvari zamujajo. Vendar jaz sam osebno upam, da se bo tu res ta stvar pospešila in da bojo čim prej se te stvari nadaljevale, kajti brez tega poplavne varnosti ni in če pride slučajno taka poplava, kot je bila leta 2010, bomo zelo vsi zaskrbljeni, še huje, kajti prek tega nasipa v Krški vasi bo tekla voda, sploh ne vemo, kakšne posledice bo pustilo, ker ne bo mogla se niti vračati oziroma tam, kjer se bo vračala, bo bistveno bolj verjetno deroča. Gospod Zorčič, protipoplavna zaščita, torej vi prihajate iz Velikih Malenc, ste bili pa tudi predsednik parlamentarnega odbora za infrastrukturo. Ja, če samo dodam en popravek, cela veriga je bila v začetku planirana, da se bo dokončala do leta 2015. In potem so se te roki podaljšvali, tako kot je prihajalo do zaostankov pri izgradnji hidroelektrarn višje po Savi. Jaz sem zadovoljen, da je prav v prejšnjem mandatu prišlo do izgradnje hidroelektrarne Brežice, pravzaprav še predčasno od tistih novo postavljenih rokov. To se pa res potem te roki popravljali. Ne nazadnje se moramo zavedati, da gospodarska kriza je prizadela celotno državo, ne samo občine, celotno državo in zadovoljen sem, da smo v teh razmerah dosegli ta poseben napor, da smo usmerili del državnih investicij prav v hidroelektrarne, s čimer so povezane tudi protipoplavne zaščite. Danes se ta protipoplavna zaščita gradi. Res je bila vezana tudi na hidroelektrarno Mokrice. Zdaj to, da prihaja tam do zaostanka, ni niti krivda niti občine, niti države. Tam je še ena posebna specifika. Potrebno je bilo dobiti nekaj soglasja s Hrvaške, potem so se pritožili razni okoljevarstveniki in zadeva se tudi zaradi tega zamakne, ampak po mojih zadnjih podatkih je tudi ta ovira odpravljena, tako da jaz mislim, da se lahko kmalu nadejamo temeljnega kamna za HE Mokrice. S tem pa potem tudi nadaljevanje te protipoplavne zaščite, ne samo Krška vas, Velike Malence, tudi potem Loče in naprej. Skratka, jaz si tudi želim, da vmes ne bo kakšnih poplav, ne samo zaradi škode, ampak ne nazadnje, kadar so poplave, smo vsi prizadeti. Jaz bi sam tu še enkrat poudaril, da ni bil to problem Hrvaške, ampak je bil problem dejansko počasnega ukrepanja ministrstev in pa izdajanja dovoljenj in pa seveda tudi do tega, da prije do DPN-ja. Bi pa seveda še to povedal, da ni res, da cela Slovenija je enakomerno bila prizadeta v tej krizi. Marsikdo je verjetno prebral, Ljubljana je dobila dodatnih 300 milijonov evrov. Tudi prioriteta iz hidroelektrarn se je preusmerila predvsem na drugi tir in dejansko se vidi v tem trenutku, da je ta vzhodna Slovenija bistveno hitreje in pa bistveno bolj bila privilegirana v zadnjem obdobju, kot je pa ta naša, mislim, da je bila zahodna Slovenija bistveno bolj privilegirana, kot je ta naša vzhodna Slovenija. Tako da sigurno zadnje čase se je nekaj premaknilo, definitivno bi pa, če bi bila res prava volja, bi šlo to lahko tudi pri nam hitreje. Gospod Zorčič. No, to zdaj mislim, da ni bil en stavek resničen. Res je šlo tudi v Ljubljano denar, ampak po enakem postopku
kot v Brežice, na zadnje bilo tu izvedenih od leta 2014 do 2018 preko 100 milijonov investicij. Tako da glede na število prebivalcev in velikost občine smo pravzaprav v samem vrhu. Jaz ne bi rekel, da je bila to kakorkoli vzhodna ali zahodna, da je bila ena ali druga regija manj ali bolj privilegirana. Dejstvo je, da je bila cela država nekako pod pritiskom javnih financ, da so vse občine dobile manj, tudi Brežice so dobile manj, to sploh ni dvoma, ampak tudi vseh ostalih 211 občin. In da je v teh okoliščinah, ko je bilo za vse manj, da so Brežice dobile izdatne državne investicije. Jaz mislim, da nam marsikatera občina ob tem lahko samo zavida. Stopnja registrirane brezposelnosti v občini Brežice je septembra letos znašala 9,6%, kar je za 2 odstotni točki več, kot je slovensko povprečje, in to razliko zaznavamo skozi vse leto. Kako nameravate rešiti problem nadpovprečne brezposelnosti v Brežicah, gospod Maljan? Da začnem. Ja, gledajte, brezposelnost v občini Brežice se je močno zmanjšala. Mi smo zmanjšali brezposelnost v zadnjih 4 letih za 6% oziroma za 600 ljudi in dejansko več v Brežicah realne brezposelnosti ni. Pri nas so ostali brezposelni predvsem tisti težko zaposljivi invalidi, preko 600 je takih, ki na nek način seveda so že tam na spizu in seveda čakajo več ali manj za upokojitve. Dejansko pa nekje okoli 150 je verjetno tistih, ki so mogoče iščejo zaposlitve. Tako da jaz verjamem, da brezposelnost se bo še zmanjšala, sploh še potem, kot je zdaj kar velik interes za nova zaposlitve in pa seveda nova delovna mesta v podjetjih, ki želijo prihajati. V tem trenutku v obrtni coni in pa industrijski coni gradijo se ponovno 3 objekti že. Ostale vse parcele so tudi prodane še v obrtni coni, tako da se pridobivajo gradbeno dovoljenje. En objekt je narejen in tudi v zadnjih 3 letih je dodatnih 300 delovnih mest se ustvarilo v občini Brežice, kajti vsi ti mali obrtniki dodatno zaposlujejo ljudi. Imamo 950 SP-jev, 600 podjetij in seveda vsak, če zaposli vsaj enega ali pa niti ne vsak enega, vsak tretji enega, je to takoj zmanjšana brezposelnost. Tako da jaz mislim, da brezposelnost se bo še zmanjšala in zelo težko rečem, da je sploh brezposelnost več težava. Je pa seveda težava, tako kot v celi Sloveniji, ta strukturna brezposelnost, kajti problem je, da vse več mladi se izobražuje za neke službe, ki niso več niti primerne za gospodarstvo, ampak bolj kot državne službe ali pa neki inštituti ali pa regijske. Zato jaz mislim, da tudi zelo pomembno v prihodnosti, da se ustanovijo regije in da se del služb iz Ljubljane prestavi na te regije, da bojo lahko tudi zaposleni tisti, ko niso primerni samo za industrijo in pa obrt. Gospod Zorčič, kako bi se vi lotili tega problema? Jaz mislim, da je brezposelnost še vedno problem v občini Brežice. Res je, da se gradijo neki obrati v obrtni coni, poslovni conah, ampak dejstvo je, da gre za obrate, ki se pravzaprav selijo iz enega konca občine na drug, tako da tu zdaj pričakovati v izhodišču neko veliko povečanje delovnih mest ni. Jaz mislim, da je potrebno delati na tem, da se privabi nekega novega investitorja. Do zdaj se na tem ni delalo nič, a pa mogoče se je malo, ampak bistveno premalo in tudi ni nobenih vidnih rezultatov. Sploh, če se primerjamo s sosednjimi občinami, s Krškim, pa naprej še Internej in podobno. Dejstvo je, kot sem tudi uvodno omenil, je sicer v Brežicah relativno veliko število podjetij, ampak imamo tudi 100 podjetij na enem naslovu, brez zaposlenih. Tako da ta statistika ni čisto na mesto. Dostikrat jo omenijo tudi na kakšnih lestvicah, koliko podjetij imamo, ampak mi imamo podjetje, ki se ukvarja z registriranjem novih podjetij in tam je pač veliko število podjetij, ki nimajo še svojega lastnika, ki bodo nekoč prodana. In jaz mislim, da takih podjetij ne moramo šteti v to statistiko. Ko pa to vse skupaj izbrišemo, pa vidimo, da ni nekega napredka na tem področju, da je to prioriteta občine. Mislim, da moramo zdaj to lažiti samo s tem, da smo trgovska občina, ker tudi na tem področju smo že zdavnaj izgubili nek primat, ampak moramo razvijati nekakšno gospodarstvo, seveda neko okolju prijazno gospodarstvo in delati podlago potem za mlade generacije. Ja, to sem prej že povedal. No.
Definitivno se pogovarjamo za dodatne podjetja in tudi ta podjetja, ki gradijo zato, ker bistveno povečujejo svoje zaposlene pa zaposlujejo zato, ker imajo svoje inovativne produkte in to je tudi cilj. Dejstvo je, da v občini Brežice so nekje pred krizo prišla 3 podjetja, ki so zaposlovala, eno je že zaposlovala 200 ljudi. V prvi krizi seveda je ugasnilo in so proizvodno nazaj selili v svoj kraj. Zato se mi vidi, da je najbolj pomembno v tem trenutku, da omogočimo tem našim domačim podjetjem, ki imajo svoje dobre produkte, da se širijo in pa, kot sem že rekel, je interes v Slovenski vasi in pa tudi v industrijski coni Brezini še za podjetje. Prav danes sem izdal en sklep, da je njihova proizvodnja, ki jo želijo to graditi v skladu z našimi prostorskimi plani, kar pomeni, da v prihodnosti se bojo pri nas ustvarile še dodatna podjetja. Bojim se pa, da bo prej ali slej zmanjkalo delovne sile, kajti enostavno v tem trenutku se že dogaja, da delovno silo dobivajo iz Hrvaške, da prihajajo iz drugih občin, da določeni profili že premanjkujejo. Dotaknimo se še stanovanjske problematike. Sploh mladi Brežičani izjemno težko najdejo primerno stanovanje. Trenutno je na najbolj znanem nepremičninskem spletnem portalu za oddajo na voljo le eno stanovanje v Brežicah. Iskalcev je zagotovo več. Podobno razhajanje med ponudbo in povpraševanjem pa se kaže tudi na področju socialne stanovanjske politike. Kaj bi bilo torej treba narediti oziroma spremeniti na tem področju? Gospod Zorčič. Jaz mislim, da se mora občina prizadevati za to, da od države dobi še kakšno stanovanje, ki je mogoče ta trenutek prazno. Zdaj, po eni strani morda drži, da ta trenutek na portalu spletnem premalo nekakšnih ponudb za najemna stanovanja. Moramo se pa zavedati, da je v Brežicah problem tudi ta, da imamo veliko število praznih stanovanj, da je pravzaprav cena stanovanj kot odraz ponudbe in povpraševanja relativno nizka, kar pomeni, da je še vedno več ponudbe, kot je povpraševanja. Se pravi, da te kapacitete obstajajo. Res je, da je fond stanovanj zelo star. Jaz mislim, da je občina poleg tega, da mora razvijati to nekakšno željo po vabljenju nekih novih obratov in ob zavedanju, torej novih delovnih mest in ob zavedanju tega, da če želimo nova delovna mesta za te, ki so tukaj, da jih bomo potrebovali tudi za tiste, ki jih bodo podjetja potrebovala v prihodnje, da moramo poskrbeti za njihovo nastanitev. Torej moramo sporedno zagotavljati tudi neko vzdržno stanovanjsko politiko. Se pravi, najprej socialna stanovanja oziroma neprofitna stanovanja, vsekakor zaradi tega, ker je del populacije takšen, ki to potrebuje, potem pa moramo tudi, in tega se tudi nameravam lotiti, tiste cone oziroma tista področja v Brežicah, ki so že namenjena gradnji novih stanovanj, zasesti pač z nekimi novogradnjami, zato bo seveda potrebno vabiti investitorje, ampak investitorji tudi morajo priznati oziroma pripoznati in prepoznati Brežice kot investicijo, kot nekaj, kar se bo izplačalo. Gospod Modan. Ja, v občini Brežice smo pred leti imeli izjemno ambiciozne načrte na gradnji stanovanj. Moram reči, da 2 objekta taka sta se zgradila. Eden je bil pri Šparu, drug v Trobentici. Imeli smo pa pripravljeno še območje Begrada, ki je kupil praktično med avtobusno postajo in pa vrtcem tisto celo območje, ki zdaj sameva. Žal potem zaradi krize je Begrad propal in pa seveda bil je tudi Tera imela predvidena stanovanja. Zdaj imamo tudi pripravljeno še oziroma se pripravlja gradnja stanovanj v Brežicah na območju bivše agrarije, trgovine. Prav tako seveda pa občina verjetno bo tudi v prihodnosti, seveda najprej želimo preko doma, ki smo ga dobili v avgustu upokojencev, urediti bivalne enote in pa stanovanjske skupnosti in pa seveda jaz verjamem, da bo priložnost tudi, da v samem mestnem jedru, glede na to, da so začele cene spuščati, tudi uporabniki kupimo nekaj teh objektov, ki so zdaj v privatni lasti in jih ne uporabljajo in jih preuredimo za stanovanja. Tako da definitivno jaz mislim, da tu imamo priložnost. Ključna stvar pa je, da potrebno se z državo na koncu le sesti in jih nekako prepričati, da nam te 60 praznih stanovanj, ki jih imajo v Brežicah namenjeni, te 60 stanovanj je bilo takrat predvideno prav za družine, ki se naj bi preselile na letališče Cerklje ob Krki. Zdaj se
vidi, da tam toliko zaposlenih ni, zato je prav, da ta stanovanja dobimo mi, pa jih namenimo to ali mladim družinam ali pa tudi drugim skupinam, ki to lahko vzdržujejo. Gospod Zorčič. Smem v enem delu replicirati. Zdaj, kar se tiče doma upokojencev. Dom upokojencev je ena specifična brežiška zgodba. Najprej se je ugotovilo, da ni primeren za nič. Potem, ko je začel propadati, se je ugotovilo, da bi ga vendarle lahko za kaj uporabili. Jaz sem bil vedno zagovornik tega, da je to zgradbo potrebno obnoviti. Občina je želela to pridobiti od države, najprej na nek, recimo temu, drag način. Država je postavljala pogoje, mi smo v občinskem svetu temu nasprotovali in celo smo uspeli prepričati večino svetnikov, da tega občina takrat ni vzela in je zdaj to dobila pod bolj ugodnimi pogoji od Ministrstva za gospodarstvo. Jaz sem zadovoljen s tem. Bi pa želel to izpostaviti, ko slišim župana, da bi tudi tam bile neke nastanitve noter. O tem je bilo govora že v prejšnjem mandatu, mi smo temu nasprotovali. Ideja oziroma koncept občinske uprave, da bi bila tam noter nekakšna socialna stanovanja, torej da bi se nekakšen geto naredil. Jaz mislim, da je ta dom potrebno nameniti upokojencem in društvom. Skratka, ne pa nekih socialnih stanovanj ali pa nekakšnega geta, kamor bi dali najbolj revne prebivalce Brežic. Glejte, to je pa zdaj čista izmišljotina. Prvo, nismo nič bolj pod drugačnimi pogoji dobili, kot smo ga dobivati od Ministrstva za socialo, s tem, da ga tam niso želeli izpeljati, in smo ga potem res izpeljali preko Ministrstva za gospodarstvo kot regijske spodbude. In pogoji so bili enaki, brezplačen najem, s tem, da edino, kar je bilo za koliko let v primeru, če bi se občina odločila prodati, ga ne sme prodati, in na koncu je prišlo praktično po tistni pogodi. Druga stvar pa, noben geto se ne dela. Danes treba vedeti, da je vse več predvsem teh starejših ali žensk ali pa mogoče tudi moških, ki so še pokretni, ni jim pa potrebno iti v dom za upokojence in bi bilo bistveno ceneje. In danes je moderne so stanovanjske skupnosti, kjer imaš podobno, kot imajo tudi marsikje v študentskih domovih, kjer imaš 3 sobe, pa imajo skupno kuhno, skupno kopalnico. In to je tudi prihodnost, tudi usmeritev Slovenije, da grejo v takšne stanovanjske skupnosti. In tu ne gre za socialce, zato imamo bivalne enote že pripravljene na drugi strani v eni stanovanji za manjše skupine. Tu gre pa res za pomoč takim socialnim. Takšnih ljudi je vse več, ko ne morejo več sami, ko ostanejo sami, ko nimajo denarja za drage domove, ki so konec koncem rezultat predvsem naših normativov in pa plač, ki jih imamo, in zato je namenjeno. In pa seveda ostalo bo pa tudi za društva in pa tudi za VDC in definitivno tam nikoli ne bo geto, ampak bo predvsem pri pomoč starejšim ljudem, da bo imeli ugodna stanovanja in tudi lahko en drugim pomaga in tudi ostanejo v nekih skupinah, da ne bojo ostali sami. Gospod Zorčič, zelo na kratko. Tudi jaz sem pozabil, VDC tudi mora biti tam. Kar se tiče pa teh socialnih stanovanj, tak je bil predlog občinske uprave, torej socialna stanovanja niso omenjala starejših. Seveda, če bo šlo za starejše, za takšne s posebnimi potrebami, za neke skupnosti, potem bomo mi to seveda podprli oziroma bomo tudi sami sprovedli. No, nadaljujemo pa z vprašanjem občana Brežic. Na Facebook strani portala iposavje.com smo namreč pozvali občane, naj vam postavijo vprašanje in izbrali smo naslednje. Kdaj bodo Brežice tudi kot turistična občina in občina z urgentnim centrom imele 24-urno lekarno? 24-urna lekarna je pomembna za celotno regijo, ne le za občino. Najbližje se namreč nahaja v Novem mestu. Gospod Molan. Jaz bi se želel, da čim prej. Dejstvo pa je, da to še vedno ključni problem, da ti urgentni centri in pa zdravstveni domi nimajo dodelano ne financiranje, ne način sodelovanja. Definitivno pa jaz vidim, da to je edina prav, kajti zdaj v tem trenutku imamo lekarno v zdravstvenem domu in pa imamo lekarno v bolnici, razlika med njima je 50 metrov in zadnji čas je, da seveda tako ministrstvo kot lokalna skupnost, ampak tu gre predvsem za Ministrstvo za zdravje, sprejme neke skupne koncepte, kjer bo se tudi uredilo tako financiranje te nujne medicinske pomoči, urgentnega centra in pa tudi lekarna. Gospod Zorčič, torej 24-urna lekarna, kakšno je vaše mnenje? A ne bi bila uvedba dežurne lekarne samoumevna že pri vzpostavitvi mreže urgentnih centrov pred leti? Že samo urgentni centri pa lekarne so pravzaprav dve ločeni stvari. Lekarna pač spada pod ingerenco občine in to je samo na občini, da se odloči, ali bo šla v ta projekt.
Tako da jaz se drugače strinjam z njim. Seveda bi pa potrebovali tudi podatke z lekarne, kakšne so potrebe, koliko je potrebno pravzaprav ljudi zagotoviti in kakšen je to strošek. No, to ni že čisto res, kajti lekarno ima tako bolnišnice kot tudi občina. In dejansko treba samo osnovo v zakonu dati, da lahko oni skupaj nastopajo in da si združijo tako resurse kot vse ostalo. In seveda, če bo zakonska osnova, jaz verjamem, da bo zelo hitro pripravljeno biti to sodelovanje. Jaz mislim, da se to da bolj praktično, operativno izvršiti na občinski lasti in zdaj izgovarjanje na zakone, pa za celo Slovenijo se bojim, da potem še dolgo tega ne bo. Jaz mislim, da to občina lahko zagotovi. Bližamo se torej k koncu oddaje. Imate vsak minuto in pol časa, da nagovorite volivce. Gospod Zorčič. Spoštovane volivke in volivci, hvala za vaš glas v prvem krogu. V drugem krogu nastopam z podporo vseh ostalih treh so kandidatu oziroma proti kandidatu iz prvega kroga, torej s podporo tudi socialne demokracije, lokalnega odbora Brežice, s podporo Levice, odbora Posavje. Verjamem, da lahko za to ekipo, za ekipo tudi ostalih svetnikov, s katerimi smo se že pogovarjali, zagotovimo Brežicam neko novo pot. Zdaj, nova pot seveda ni v tem, da bomo delali revolucijo. Vsi projekti, ki so v korist Brežice, ki so se morda že začeli, se bodo nadaljevali. Začeli bomo pa zagotovo neke nove projekte, ki so dolgoročni, še kako potrebni za razvoj našega mesta in naše občine. To je seveda projekti, ki se tičejo investicij v nova delovna mesta. Jaz mislim, da je tu potreben bistveno večji in bolj korajžen korak, kot je bil narejen v preteklosti. Morali bomo razvijati turizem, kmetijstvo, skratka tudi na vseh ostalih družbenih področjih, ki se tiče razvoja društev, družbenega angažmaja volivk in volivcev, občank in občanov, bomo morali narediti neke korake, ki bodo naše Brežice obstavile ob bok občinam, ki so za nami primerljive. Dejstvo je, da številne občine nas prehitevajo po desni in to moramo ustaviti. Gospod Molan. Ja, tudi jaz seveda volivke in volivce vabim na volišče. Najprej se jim seveda zahvaljujem za izjemno podporo v prvem krogu. Definitivno pa seveda moja izvolitev pomeni garancijo, da bo občina Brežice še naprej razvijala, da bojo se nadaljevali ti projekti in seveda tudi to, da v občini imamo ekipo, na katero so se že do sedaj lahko vsi zanesli in tudi to je največja garancija, da bo ta ekipa tudi še naprej delala v korist vseh občank in občanov. Definitivno seveda tudi sam verjamem, da mogoče vse ni bilo mogoče najlepše, vendar definitivno ogromno bilo narejenega. Nadaljevali bomo z tistim, kar je dobro, popravili tudi, če kaj ni bilo najboljše. Prepričan sem pa seveda, da za občino Brežice, za stabilnost občine in pa tudi dolgotrajni napredek je moja izvolitev ta prava, kajti pokazalo se je v preteklosti, da občine, ki imajo kontinuiteto, ki imajo župane, ki vodijo več let, ki poznajo stvari, so najboljše. To se je tudi dokazalo izjemno takrat, ko je bilo najtežje v migrantski krizi, ko so odpovedale tudi državne službe in tudi takrat z vsemi našimi društvi, z humanitarnimi organizacijami, z vsemi smo pokazali, da smo lahko kos ne samo voditi občino Brežice, ampak tudi širše v Sloveniji. In prepričan sem, da moja izvolitev pomeni samo nadaljevanje dela, ki je že bilo in pa seveda reševanje novih problemov in pa izzivov. Prepričan sem in pa obljubljam še enkrat, da meni v prihodnosti tudi bojo najbolj pomembni predvsem ljudje in to vsi iz vseh koncev, ne glede na seveda njihovo izobrazbo, njihov status ali kaj drugega. No, tako, na tej točki pa tudi zaključujemo današnji pogovor. Cenjena gosta, kandidata za župana občine Brežice, zahvaljujem se vam za obisk v studiu. Hvala tudi vam. Hvala tudi vam. Vam, spoštovani gledalci, cenjene gledalke, pa da še hvala za pozornost in nasvidenje.